so lepe. Simon, kako se ti zdijo te? So v redu te? Simon? Kaj? Mislim, lahko bi malo bolj sodeloval pri vsem tem, da zdaj sem še čisto vse sama naredila. Pa se gledam. Ja, gledaš, ja. Veš kaj mene bolj skrbi? Kdo to polagal? Veš kaj, nekaj pa lahko tudi sam odločiš. Ole, koliko je tega? Le to? Pa tistega? Tega? Simon, katero lepilo je boljše? Simon? Kaj? Hejo, položil je na tleh, položil je na stenah, položil je na ravnem, položil je na štengah, položil je v hodniku, položil je v kopalu. Položil jih je vse posod, ja. Dolgo pa nama položil, aj gosti, bi te rad videl. Na vikendu, v moji lastni hiši, položil jih je v bazenu, položil jih je pod dušem, položil jih je na terenu, položil jih je v službi, položil, da noben ni vedel, položil, da je vsaka gledal, položil je v enem dnevu, položil je v enem tednu, položil je na črno, položil je na belo, položil je na... Ploščice. Dobar dan. Dobar dan. A ste vi mojster robot? Ja. Super, vi pa si iščem. Glede, imam eno težavo. Moja me je poslala, v kuhinji mora položiti ploščice. Pa me zanima, kdaj mi to lahko počne narediti. Ja, konc tedna se bo vse oglasil. To bi bilo super. Če jaz v soboto ob 12. pridem, bo to dobro? Ja, ampak boste vi to znali narediti? Jaz, to smo mojstri keramičari, zdaj vam pokažem. Izobraževanje za program Pečar keramik traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega 3 izpitne enote. Slovenščina, tehnologija in storitev za zagovorom. V program se lahko vpiše vsak dijak, ki konča obvezno osnovnošolsko izobraževanje in dostavi zdravniško potrdilo, s katerim se preverijo psihofizične sposobnosti za opravljanje tega poklica. Izobraževanje poteka skozi celotno šolsko leto kot teoretični pouk, ki vključuje splošne predmete in strokovne vsebine in praktično izobraževanje. Praktično izobraževanje je razdeljeno na praktični pouk, ki se izvaja v šolskih delavnicah, in praktično izobraževanje pri delodajalcih, ki se izvaja ob koncu pouka strnjeno. Položil je na mokro, položil je na suho, položil je...
ono, položil eno drugo, Ja. položil jih je tu, položil jih je tam, Ja, naprej. položil jih je s frendi, položil jih je sam. Živijo, stari. Kako si? Vredo? Ej, super novica, imam zate en dober biznis. Res? Ploščice polagati. Kaj praviš? Seveda. Zdaj prihajam z gradbišča, sem videl, tam ste nas dva tipa sta se pogovarjala, čez 2 dni, točno ob 12. En prišel tip. In bo skočiš malo not. A ploščice, Ja. se ne more biti težko, a No ne? ne, to malo lepila, pa gor. kaj domen, a veš, koliko smo odraz Pa delali. ja. A Pa malo, cash, a veš. 12. Ja. Poklic polegalec keramičnih oblog zahteva celega človeka. Ta človek, ki se odloči za poklic, mora biti dovolj krepak, mora imeti recimo dobro predstavo o prostoru, potem mora imeti dobro barvno vidljivost, ker mora razločiti barve, obenem pa mora biti izredno kreativen, zato recimo, da zadovolji potrebe tistih strank, ki ga bojo izbrale. Kar se tiče poklicnega izobraževanja, mislim, da je poklicno šolstvo nujno in mislim, da ga ne smemo zanemariti zaradi tega, ker vse ročne spretnosti, ki jih dobimo pri poklicnem izobraževanju, potem lahko s pridom uporabimo v nadaljnjem življenju in se potem lahko tudi še dograjujemo. Ej, pozdravljeni. A vi rabite enega, da vam ploščice položi? Ja. Bom jaz položil. Jaz sem že zmenjen z mojstrom. Ja, vem, da ste zmenjeni. Sam mojstra ne bo. Mojster je bolan. Res, in je mene poslal. Vam bom jaz tip-top naredil, vam povem, tako vam še noben ni položil. Nobenih ploščic. Koliko kvadratov imate? 3 kvadrate. No, to bo mimogrede, to je 1 ura, pa sva fertik. Vse ste še študenta, ne? Ne, nisem več. No, pogledajte, če ne bo treba računa pa tele zadeve, 25% vam dol dam, pa tip-top vam bo vse izgledal. Meni verjemte. Tole je vaš avto. Ja. Glejte, kaj če vi mene peljo domov, po urodje, pa prideva nazaj v pol ure, je vse fertik. Vam povem, zelo te zadovoljen. Peva.